Vem, ni prijetno, ampak se zgodi. Ne veš, kam točno bi se prijel, ko stopiš na stranišče, ko hodiš po stopnicah, te je strah, da te slučajno kdo ne vidi, ker lahko hitro dobi občutek, da ti je ušlo v hlače in naredil bi čisto vse, da tisto jutro ne bi bilo treba ščetkati zob ali si ubil čevljev. Ampak ne, za povrh vsega ti iz rok padejo še ključi in najraje bi se zjokal, ker ne veš, kdo jih bo pobral. Če ti ni čisto nič jasno, kaj se dogaja oziroma o čem govorim, vem, da to ne bo dolgo. Povej mi, se kdaj srečaš z omenjenimi težavami, ko te napade muskelfiber? Sem vedel, pa so zadeve postale precej bolj jasne. Je tako? No, da ti v prihodnje ne bo nerodno hoditi po stopnicah in da ščetkanje zaradi bolečin v rokah oziroma v hrbtu ne bo nor izziv in tako dalje, ti v današnji objavi razkrijem, kaj resnično pomaga pri hitrem premagovanju te neprijetne bolečine. Muskelfiber oziroma zapoznela mišična bolečina, krajše tudi ZMB, je stanje, ki še vedno bega številne strokovnjake. Razlogi, zakaj pride do te bolečine, še niso popolnoma raziskani in razjasnjeni. Razne teorije o nakopičeni mlečni kislini in podobnem ne držijo. Da ne bomo po nepotrebnem zakomplicirali stvari, lahko rečemo, da se zapoznela mišična bolečina pojavi kot rezultat mikropoškodb na mišičnem tkivu, ki so rezultat takšnega ali drugačnega treninga. Gre za tisto neprijetno bolečino v mišicah, ki se pojavi približno 24 do 48 ur po telesni aktivnosti in je poznana vsakemu, ki je vsaj enkrat kvalitetno delal trening. Preden razkrijem, kako jo premagati, pa moram obvezno omeniti še eno stvar. Ker je v tej skrivni bolečini toliko govora, se na to temo pojavljata dve vprašanji, ki povzročata precejšnjo zmedo. Prvič, ali je res ZMB oziroma muskelfiber pokazatelj kvalitetnega treninga? In drugič, ali zapoznela mišična bolečina pomeni, da oblikujete bolj čvrsto postavo oziroma povečujete delež mišične mase? Gremo kar lepo po vrsti. Zapoznela mišična bolečina se pojavi takrat, ko telo oziroma mišice izpostavimo stresu. To pomeni, ko treniramo na polno, damo vse od sebe, povečamo število ponovitev ali dodatno obremenitev, se telo na te spremembe začne prilagajati. Če bi na tej točki hitro potegnili črto, bi rekli, ok, če povečujem število ponovitev oziroma dodatno obremenitev, to pomeni, da napredujem in je odgovor na prvo vprašanje da. Ampak pozor, s tem, ko treniraš dlje časa, telo navadiš na stres in čez čas je bolečina bistveno manjša oziroma je sploh ni. Je pa zanimivo, da se ta zelo hitro pojavi, če spremeniš rutino, zamenjaš vaje ali kaj podobnega. Če si recimo navajen na klasičen trening v fitnessu in se odločiš, da trening aktivnosti popestriš s krožnim treningom, sem prepričan, da boš ne glede na fizično pripravljenost konkretno občutil muskelfiber. Da ne bomo predolgi. Zapoznela mišična bolečina ni pravi pokazatelj, ali ste trening oddelali kvalitetno ali ne. Gre za stanje, ki se pojavi takrat, kadar je telo izpostavljeno neki novi rutini oziroma dodatni obremenitvi. Tudi če bolečine po treningu ne začutite, ste vseeno lahko oddelali kvaliteten trening, pa je vaše telo na določeno obremenitev že navajeno. Prav tako pa zapoznela mišična bolečina ni pogoj za povečanje deleža mišične mase oziroma bolj čvrsto fit postavo. Že res, da ni nič narobe, če začutite muskelfiber, ampak če želite oblikovati fit postavo, se zgodba na tej točki šele začne in ne zaključi. In kaj točno to pomeni? Verjetno vas zanima, kako premagati to neprijetno bolečino. In odgovor na to vprašanje ima ogromno skupnega s tistim o povečanju deleža mišične mase oziroma bolj čvrsti fit postavi. Namreč, če želimo premagati muskelfiber, potem moramo telesu omogočiti kvalitetno regeneracijo. Ta je tista, ki poskrbi, da se lahko izognemo tej neprijetni bolečini. Prav tako pa je kvalitetna regeneracija ključna za večji delež mišične mase in posledično bolj čvrsto fit postavo. To pomeni, da za napredek ni poglavitna zapoznela mišična bolečina, ampak tisto, kar naredimo po treningu. Če želimo čim hitreje premagati to bolečino, sta ključni dve stvari. Prva je ta, da v organizmu takoj po vadbi priskrbimo kvaliteten vir hranil, s pomočjo katerih zacelimo mikropoškodbe in tako omogočimo proces regeneracije in posledično napredek. Prav zato poudarjam, da je kvaliteten beljakovinski napitek vreden svojega slovesa. Poudarjam, kvaliteten. Drugi element hitre regeneracije pa je definitivno kvaliteten počitek, med katerim organizem opravi dobršen del svojega posla. Poleg tega bi vas rad opozoril še na 3 stvari, ki so v povezavi z zapoznelo mišično bolečino izredno pomembne. Prvič, po koncu treninga ne pozabite na dinamično ohlajanje. To pomeni, da 5 do 10 minut namenite lahkotnemu teku ali kolesarjenju. Vse ostale metode niso podprte raziskavami, lahko pa da vam pomagajo, zato odločitev prepuščam vam. Če se recimo zgodi, da občutite bolečine v mišicah nog, tudi nekaj dni po treningu, predlagam, da se odpravite na daljši sprehod in poskrbite za optimalen pretok krvi in hitrejšo regeneracijo. Trening za spodnji del telesa naj na tisti dan počaka, ker je regeneracija vedno na prvem mestu. In tretjič, če z vadbo šele začenjate, jo obvezno prilagodite svojim sposobnostim. V primeru, da boste pretiravali, bo regeneracija toliko daljša in dlje časa ne boste mogli trenirati. Upam, da ne boste več nasedali raznim nasvetom, kako premagati to neprijetno bolečino. Ne glede na vse, je regeneracija ključnega pomena. Zato me zanima, kaj si privoščite takoj po telesni aktivnosti, da vidim, če lahko še dodatno izboljšamo vašo izbiro.
Odgovor obvezno zapisati v komentar, objavo pa deliti z ostalimi, da tudi oni spoznajo resnico o zapozneli mišični bolečini.